Nam lahko poveste novosti, ki so se zgodile v zadnjem času v muzeju, predvsem mislim na stalno razstavo Mesto podeželje? Ja, torej, zdaj smo prenovili prvo nadstropje gradu, nekaj sob, tako prostor kot samo postavitev in koncept te razstave je predstaviti življenje v mestu in na podeželju. Tako je za mesto predstavljeno način življenja v Kamniku v 19. in 20. stoletju, od gospodarske vloge do načina življenja, stanovanjske opreme, oblačil, podobnega. Na drugi strani pa torej še način življenja na podeželju, torej seveda v času, kot sem ga omenila, v 19. in 20. stoletju, ko so bile te razlike zelo opazne in konkretne. In vključili smo v ta koncept pastirsko dediščino iz Velike planine, ki je sicer iz lanskoletne postavitve, ampak nekako to niso stalne postavitve, vse skozi se bodo dopolnjevale, izmenjavale, tako po vsebini kot po podobi. Tako da en koncept je, torej spoznavajmo življenje v mestu in na podeželju, ampak na različne načine. Danes pa se odpre tudi druga razstava, to je občasna razstava o pivu, to gostuje Mengeški muzej. Ja, torej drugo nadstropje pa sedaj namenjeno občasnim razstavam, tistim, ki bomo sami delali, gostujoča razstave, in ta razstava Mengeškega muzeja o pivu in o najstarejšem pivu na Slovenskem v bistvu na en način dopolnjuje tudi to razstavo o kamniškem meščanstvu, ker je to povezano s pivovarno Staretovih v Mengšu, ki so imeli tudi v Kamniku polnilnico žganja in torej likerjev. In na ta način torej spoznavamo zgodovino pivovarstva na Slovenskem in pa predvsem v Mengšu.